Takole je videti pravilno, skladno plazanje. Takole pa je videti plazanje deklice, ki se ne zna skladno gibati. Raziskava, v kateri so 3 leta spremljali gibanje otrok, je pokazala, da je to težava večine slovenskih osnovnošolcev. Plaziti se torej ne zmore, tako da bi uporabljal roke in noge, plazi se samo z odrivanjem nog, ne poišče diagonalnega vključevanja leve in desne strani, ampak samo vleče z rokami. Skladnost človeškega telesa in gibanje je osnova za zdravje zdaj in v prihodnosti. Recept za skladno gibanje in zdrav razvoj pa je čisto preprost. Za si skladno razviti naše telo za tisto, kar potrebujemo za zdravje, pravzaprav ne rabimo nič drugega kot gibanje na ulici. Na ulici se ne igram, ker če pride kakšen avto, da me ne povozijo. Mami je huda, če pridem z umazanih hlači. Za dobro zdravje in razvoj bi se morali otroci in mladostniki gibati vsaj 60 minut na dan, vse dni v tednu. Tem priporočilom sledi le 40% slovenskih otrok, ki se gibajo vsak dan 1 uro. Kar 60% slovenskih osnovnošolcev pa je športno premalo aktivnih. Slovenski otroci, če bi se želeli potolažiti, bi lahko rekli, da so še kar aktivni. Težava pa je v tem, da so slovenski otroci po 30-letnih raziskavah sodeč aktivni vedno manj. Predvsem je vedno manj in premalo uličnega gibanja. Enkrat na teden sem zunaj, ker ne da se mi, berem knjigo pa se učim doma. Hoja domov in v šolo, tekanje po ulici, plazanje po praznem rovu, skakanje. Tako gibanje je zdravo, koristno in nujno.